Zelo lepo se počutim v tem toplem ambientu, kjer sva z Majo Peron spregovorili o izberi prijaznost. Izbrali sva jo in skupaj z vami bomo lahko pogledali v prihodnji oddaji, kaj sva odkrili. Dobrodošli v oddaji Izberem prijaznost z Majo Peron. Danes je z mano ženska, ki jo mnogi poznamo po pesmi Malo miru. Pesmi, ki je zaznamovala čas in ostaja z nami še danes. Ampak za prepoznavnostjo je tudi zgodba odločitev, sprememb in življenjskih preizkušenj. Od zgodnjega uspeha do začetka v tujini in soočenja z zelo zahtevnimi obdobji. Danes ne odpirava zgolj njene glasbene poti, ampak predvsem izkušnjo, ki stoji za njo. Irena Tratnik-Doso, dobrodošla. Hvala. Res sem vesela, da si se odzvala povabilu in da te na začetku vprašam, kdo je Irena, če odvzamemo prepoznavnost, glasbo, kdo si ti, kako bi se opisala? Naredila si tako lepo napoved, da sem začela kar razmišljati in kdo sem jaz, to je res zahtevno vprašanje. Kajti v vsakem življenjskem obdobju si drugačen. Jaz mislim, da se takole spreminjaš, na vsakih 10-5 let se spreminjaš. Seveda na podlagi izkušenj, morda res se z leti potem še bolj sprašuješ, kaj te je zaznamovalo, zakaj si postal tak, kaj je bilo usodno za tvoje življenje. In lahko rečem, da sem, ne vem, strastna v vsem, kar delam. V ljubezni, včasih tudi v neprijaznosti in v prijaznosti tudi zelo, zelo. Ampak če dobim nazaj. Lepo, da te vprašam, ti si zelo mlada zaslovela, ne? Ja. Pa zelo na hiter. Ja. A mi poveš v bistvu kaj več o tem? Ne? Namreč, veš, ko velikokrat si ljudje, sploh mladi, ko gledam, želijo tistega uspeha čez noč, ampak običajno ta uspeh čez noč s sabo prinese tudi veliko kar težkih preizkušenj, ne? Je to kar rock and roll zna biti. Je. Mislim, že to, da sem izhajala iz okolja, čeprav sem rojena v Ljubljani, potem smo šli v Trebnje na Dolenjskem, da sem izhajala iz enega okolja, kjer se ni nič kaj dogajalo, televizija Ljubljana je bila takrat tako daleč, ne. In to je bil v bistvu res šok. Jaz še danes se včasih sprašujem, a sem to bila jaz, ali to je bila neka megla, to je bila neko čisto drugo stanje. Sem rekla, v redu, saj to sem posnela, ampak ne vem, no, ampak tam na radiu nekdo to poje. Nisem dobro dojela, ampak po drugi strani sem pa sčasoma postala zelo ponosna na to, ker sem se navsezadnje nehote iz veselja do glasbe, sem jaz dobila to krasno skladbo. Takrat jih je kar nekaj pomembnih pevcev je posnelo to skladbo, ampak potem so se na Helidonu, to mi je v čast, bil je Vilko Avsenik, takrat direktor, odločili za mojo verzijo. In je bila res dobro narejena, takrat je še Domicelj rekel, to si pa dobro naredila. In to mi je bil ogromen kompliment, če mi Domicelj to reče, ne. In v glavnem je bila ta pesemca izbrana, se je takoj vrtela na Valu 202, so jo kar na igriščih predvajali, bil je res neverjeten bum. Največje presenečenje pa to, da smo takrat živeli v miru, v nekem lepem stanju. Ampak ta pesem še vedno bolj postaja aktualna, ne. In jaz, ko sem mislila, saj s tem, da sem šla vmes v Verono, saj tega je konec, ne, mislim, to je popevka, ki traja 2-3 leta, 5 let, ampak jaz jo moram po tolikih letih še vedno peti. In celo v zamejstvu so jo odkrili zdaj otroci, recimo, ali pa starejši. Noro. No, zdaj tako postaja spet vedno bolj aktualna, kakorkoli, a ne? Ja, obdržala se. Nažalost, glede na situacijo, ne. Sama pesem pa, jaz se spomnim, ko sem tebe spoznala in sem potem parim ljudem povedala, ne, koga sem spoznala in so vsi takoj vedeli za pesem, a ne.
In a veš kaj, zanima me v bistvu tako, kako si sploh to začela? Se pravi, ker to pa ne poznam tvoje kariere. A si ti že prej imela svojo pevsko kariero, si že prej, a si to pesem zapela zato, ker si želela uspeti, ali si to pesem zapela zato, ker ti je bila pač nekako dobra in si tako čutila, to hočem? Ne, zatem je kar dolga zgodba. To so bili drugi časi. Moram tako povedati, da smo se mogli takrat pevci kar dokazovati na raznih audicijah. In takrat so bile 1,5 leta audicije na Radiu Ljubljana, kar znaš, to veljaš. In jaz sem takrat 1 leto hodila na to audicijo tedensko, v živo, takrat sem tudi spoznavala te velike slovenske glasbenike, skladatelje. In recimo sem vsak teden zmagala, recimo. To je bilo res tista strokovna komisija in to je trajalo več kot 1 leto, da sem se dokazovala skupaj s kolegi, lahko bi jih tudi omenila, kdo so bili takrat v moji generaciji. In tako sem prišla v finale in potem sem zmagala tudi na vsejugoslovanskem festivalu v Bosni, kjer je bila taka tudi prestižna zasedba. In seveda takrat so tudi na radiju pa rekli, s tole punco se bomo mi ukvarjali. Ne? In je bilo obdobje, da so mlade pevke perspektivne, s talentom, ne? Rekli so mi vedno, Irena, kilometre, Kaja Tanzupan, Irena, kilometri, ampak v glavnem smo se zato mogli kar dokazovati. Ni to tako, kot danes greš pa nekaj posnameš, ne? Ker takrat ni bilo studijev, da bi poznanstev, kje boš iz Trebnjega imel neko posebno poznanstvo, čeprav izhajam iz glasbene družine. Ampak to je bilo res samo tisto, kar sem pokazala in to sem dobila. In potem so mi Bertja Rodoška dali kot mojega skladatelja in on je imel nos za hite in rekel, Irena, tole boš pa ti naredila, tole bi znali biti pa dober. In mimogrede povem, da je to še vedno, mislim, da slovenski rekord, da je bil 27 tednov na lestvici na prvem mestu, kot slovenska verzija, čeprav imamo tudi nemško, ne, oziroma zmagovalko Evrovizije. Bravo. No, ampak zdaj, glede na to, da smo v oddaji Izberem prijaznost, ti mi malo povej, kako je bilo takrat s prijaznostjo? Se ti je takrat recimo zdelo, da moraš biti prijazna do vseh, oziroma ali je šel ta tvoj uspeh, pa ta želja konec koncev, da se uveljaviš, ali pa mogoče to ni glih najbolj pravo vprašanje, ampak je šla ta prijaznost do drugih, ker sem prepričana, da ko si uspela, so te itak vsi želeli imeti, vsak je želel nekaj od tebe, a je šla ta prijaznost na račun tudi tebe same? Zato, da si bila prijazna do Ja, v privatnem drugih, življenju ne? sigurno, ne. V privatnem življenju je bilo za mene zelo težko, mogoče še danes, ne, da imaš neko ravnotežje med tisto prijaznostjo, ko želiš biti z ljudmi prijazen, ampak nekateri gredo potem čez mejo, a ne, in potem se tukaj zapleteš lahko, ne, da se preveč približaš ljudem in ljudje to negativno izkoristijo, ne. Da ostaneš v nekem ravnotežju, ampak pri 18 je to zelo težko narediti brez kakšnih, ne vem, svetovanja, kako se moraš obnašati, edino, ampak lahko pa rečem, da na nasprotni strani, ne, je bilo pa izredna prijaznost na Radiu Ljubljana, tega ne bom nikoli v življenju pozabila in zato imam tudi Ljubljano, vse to dogajanje takrat na RTV-ju, mislim, to so bili veliki glasbeniki, Privšek, Sepe, res Lado Leskovar, vsi ti, Elda Viler kot mlada pevka, to je bila taka prijaznost, pripravljenost, mislim, Slovenija je cvetela v prijaznosti in v prijaznosti sem jo tudi zapustila, ne. Zato imam jaz na Slovenijo nek ideal gojim in sem včasih malo razočarana. No, ampak to je pomembno zdaj, kar si povedala, ne? Se pravi, med vami ni bilo tekmovalnosti, čeprav ste si na nek način bili konkurenca, ampak ste drug drugega spodbujali in bili drug za drugega veseli in srečni in zadovoljni, ne? Ker je bil prostor za vse. Kar bi jaz rada dala ljudem, ne, da to sodelovanje prinese neke rezultate in recimo zdaj, ko si govorila o tem, kako je bilo, veš, prav čuti se tista tvoja energija in tukaj vidiš, kaj dejansko prijaznost naredi in kaj prijaznost doprinese
eni skupnosti, ne, pač enim ljudem. Ja, in jaz vidim tako, če dovoliš mojo izkušnjo, ljudje več kot v življenju probajo, ne, tudi študirajo, recimo, da so izobraženi, bolj so prijazni, ne. Kar jaz pogojujem tudi s kulturo, ne. Kultura, prijaznost, jaz to imam zelo, ne, recimo obnašaj se kulturno, prijazno, dostojanstveno, imej rešpekt do ljudi, a ne. Ja. Takrat je bila to velika vrednota. V bistvu kultura odnosov, ne. Ja. Mi te bomo zdaj naredili kratko pavzico in v drugem delu greva na Italijo. Dobro. Pa sva nazaj. Irena, v nekem trenutku si ti odšla v Italijo. Kaj je bil razlog tvojega odhoda? Ti mi majčkeno povej, kaj s to tvojo Italijo? Ta Italija je res tako, moram povedati na hitro, da sem jaz v bistvu že tretja generacija v družini, ki je poročila Italijana, ne. Tako da je to, ne vem, nekje zapisano, ne vem kako. V glavnem, jaz sem sporedno delala, jaz ne vem, takrat, ko sem mojega moža spoznala, mislim, sem imela 4 službe, ne. Od radija do nastopanja, vodenja in potem sem v neki firmi, ker na Dolenjskem je bolj malo ljudi znali nekaj italijanskega in takrat so odpirali firme. Jaz sem v 14 dneh spoznala, ko sem delala že mojega moža, je rekel mi direktor, je rekel, Irena, saj veste, kako morate z Italijani, ne, paste se, ne, malo, sem pa, ja, seveda, seveda. In po 14 dneh sem jaz ta seveda že imela, nisem verjela, začela se čisto tako, ampak veš, kje sem ga spoznala? V Mokronogu. A res? Ja. Enkrat mi je Miša Molk rekla, na katerem morju si ga spoznala, se je rekla, nač morju, v Mokronogu. Tako da velike ljubezni ni treba pričakovati v kakšnih velikih prostorih, lahko se zgodi čisto nekje, lahko tudi sredi gozda. To je zdaj pomemben nauk. No, in odšla si v Italijo, si odšla torej zaradi ljubezni v Italijo? Ja. Zaradi samosvojosti? Bilo je malo tako, takrat, kot sem že prej rekla, Slovenija je cvetela, ampak mož je bil edinc, seveda nekako skrito, sem si, leta so že tudi prehajala, sem nekaj, kaj narediti. Njega sem malo nagovarjala, naj pride v Slovenijo, rajš on, ker tle bomo firmo imeli, vse živo, ne. Ampak on je rekel, jaz sem edinc, pridi ti v Verono, ne. Ampak spet je bila tudi ta Verona nekaj takega kot v glasbi. Jaz takrat, ko to doživljaš, ne vem, je tako intenzivno, verjetno tudi take velike, drastične spremembe, da niti ne veš, kaj se ti dogaja, potem za tabo prihaja, ne. In 4 leta sem šla tako, kar malo na pokušino v Verono, nisem imela drastične selitve, ampak tako počasi, malo knjig, malo 3 oblekce, ne, da ni bilo tisto, Irena gre pa zdaj v Italijo, ne, to sem šla čisto. Malo tisti efekt kuhane žabe, ki se Ja. počasi. Počasi, pa tudi rezerva, mogoče tako za vsak slučaj, da tudi nazaj lahko. No in potem sem se poročila, sem se želela, recimo, seveda večina sveta se poroča v Veroni, v Benetkah, čisto zraven mene, jaz sem se šla po Trebnje poročiti, ker so mi naredili strašno lepo poroko, predstavo, je bil skoraj da krajevni praznik, župan me je poročil, sem si želela, je prav posebno dovoljenje, prosil, v glavnem je bilo lepa poroka, da je tudi moj mož videl, kakšne navade imamo. No, in moj mož se je pa sploh zelo dobro inseriral v Slovenijo, tako da je velik ljubitelj Slovenije, res. No, ampak ti si vseeno potem odšla v Italijo, ne? In tam se je pa potem kar zgodila sprememba, ne? To je pa drugače, prav ti si šla iz okolja, kjer so te vsi poznali, kjer so vsi vedeli, kdo si, kjer so ti bila vsa vrata odprta, kjer so te vsi ljudje sprejeli prijazno in z nasmehom, si odšla nekam, kjer so bili sicer prijazni, ampak nihče te ni poznal. Nihče me ni poznal, ne. Takrat recimo vem, da sem bila velikokrat prizadeta, ja, velikokrat, ker je bilo ravno v tistem obdobju leta
96, nekaj takega, je bilo obdobje begunstva, ne, v Bosni vojna, povsod vojna in so mislili, da sem jaz tudi kar begunka, ne. Za moj ego je bilo to nekaj groznega, ne. Čeprav sem se zavedala vsega tega, ne, ampak sem tudi videla malo ignorance ljudi, ne, ko je bil Beograd bombardiran, pa me neka ženska tam vpraša, joj, kako pa sta tvoja mama pa oče? Kaj pa je, ne? Pa Beograd bombardirajo. Rekla, joj, ne, to ni tle pri nas, ne. Seveda, ampak čeprav moram povedati, da sem jaz takrat se odločila, da bom imela družino, da bom zaživela drugo življenje, ker biti samostojna glasbenica v Sloveniji brez neke podpore, ker moj skladatelj Berti Rodošek je šel v Švico, v glavnem smo se vsi razkropili, ni bilo tako enostavno, ne. Tudi nismo bili vzgojeni, tržno vzgojeni, a ne, mi smo bili samo umetniki, glasbeniki, ampak kako se prodajati, pa menedžeri, pa to pa nismo znali, ne. Bolj res, še enkrat bom poudarila, če ne bi bilo RTV Slovenija pa radia, bi v bistvu ne bi mogli ničesar početi, ne. No in v Italiji seveda srečanje z zdravniki, srečanja s vsakodnevnimi dogajanji, ampak sem se potem takrat kar hitro vklopila in sem iskala neke povezave, tako da sem potem začela delati na povezovanju Slovenije in Italije, recimo. Da smo imeli veliko ekskurzij, da sem jih popeljala preko župana tam mesta pri Veroni na Lago di Garda, da je bilo potem veliko sodelovanja in jaz sem kar vsak teden iz Verone hodila domov, v glavnem nisem nikoli izgubila stika. Kako pa si tam stkala prijateljstva? Sprašujem se te zato, ker recimo jaz imam tudi izkušnjo, da sem se selila v tujino in 2 leti živela v Kanadi in tam so res izjemno prijazni ljudje, vsi so zelo odprti, ampak na površini, ne? Ko pa hočeš ti neke take globje odnose stkati in zgraditi, je pa tam zelo težko. In jaz tudi kljub temu, da sem živela v Kanadi, ne, sem bila zelo vezana, razen pač parih izjem, še vedno na Slovenijo, kar je na nek način kar težko, ne, ker ti greš v tujino in si še vedno na pol tukaj, na pol tam. Ja, je težko. Jaz sem zagledala recimo nekje na Lago di Garda, celjsko registracijo sem skoraj za njim vozila, jaz sem bila takrat je bil še tisti občutek daljave dolg, ne, ampak kaj je mene rešilo? Nekateri imajo otroke, recimo, jaz sem imela pa 2 krasna pudla, bela pudla, negovana in sta z mano hodila v Verono, sem jih s sabo in se je ogromno ljudi približalo ravno zato, ker sem imela psa. Zapomnili so se me potem, to je pa tista gospa, ki ima tista 2 lušna bela pudla. In preko pudlov, ne, to bi svetovala, ko kdo reče, da je osamljena, ne, preko psa. Tudi eno prijateljico, ki je tudi imela psa, s katero sva še vedno v globokih odnosih, sem spoznala preko psa, ona je imela dalmatinca in debata in ogromno prijateljstvo sem dobila preko tega. Drugače je bilo pa, tam ljudje delajo cele dneve, ne, in prijateljstva so bila bolj tisto, kar stkeš vzporedno s poslovnostjo, ne, s poslom. Tako privatnih je bolj malo. So tudi Verona, recimo, ni tisti stereotip Italije, ne. Verona je tako lepo, elegantno mesto, so ljudje zelo, zelo prijazni, ampak, tako kot si ti rekla, z neko zadržanostjo, rezervo, a ne, ker seveda oni imajo ogromno prišlekov tudi z juga, ne, ogromno, tujcev, beguncev, ne, tako da se težko znajdejo tudi oni sami, ne. Seveda je pa potem, čeprav jaz sem od majhnega hodila v Italijo, ker sem rekla, da imam ogromno sorodnikov, no, in tako mimogrede še povem, ko sem se čudila, ko sem sama sebe raziskvala, moj temperament in karakter. Moj ded je Sardinec, ne, Sardinija, to je že druga zgodba. In je mogoče tam veliko stvari, je že mogoče Kar v krvi. povezano. Celični spomin. Ja, tako da recimo, kje sem ostala?
da si veliko hodila v Italijo že prej, zato ker Ja, si imela tako veliko da mi ni bilo to za sorodnikov. mene tako naporno, ne, po tisti mentaliteti, ampak so mi čisto take, recimo, zaprtje trgovin ob enih popoldan, tista popoldanska pavza me je zelo motila, ne. Še tankat si mogel iti na avtocesto in neko prisilni počitek, ne, mi ni bil všeč, pa tudi tako. Dan se podaljša, ne, s tem, ko imaš ti pavzo, potem pa se dela do 6-7 zvečer, ne, ali pa še potem in nikakor nisi prost nikoli, ne, tvoj delovnik je kar cel dan. In sem doživela ta šok, ne, to pa moram reči, da so v Veroni, Veneti so izredno delovni ljudje, ne. Jaz sem se kar tako leno počutila, ko sem šla v Verono, ne. Mislim, to so ženske, to je vse čistoča, hrana, to je družina funkcionira, to je vse urejeno, ne. In take stvari recimo, ampak delovne navade sem si pridobila. Tega sem bila zelo vesela in tudi danes vidim, da mi to koristi, spoštujem ljudi, ki z delom, z glavo nekaj v življenju naredijo, ne. V Italiji ni privilegijev, no, kot si, tam si to, kar si, a ne. Samo znanje ti pomaga, pa pridnost. Recimo sem imela tudi taščo, ki je bila, mislim, fenomen pridnosti pri 70 letih. Imela dosti denarja, ampak je hodila recimo negovati ljudi pri 90-ih, ne pri 70. Izredno so delovni in zaradi tega tudi imajo, ampak imajo veliko stvari na bankah, veliko manj kažejo, recimo kapital, ne kupujejo si tako Da bi dragih. ga lahko, ne? Ne, ja, ga bi rekla skrivajo, sploh če imaš tovarno, recimo tudi zaradi delavcev, ne, boš kupil rajši malo manj vreden avto, zato da ne povzročaš neke nervoze, provokacije, ne. V glavnem, bilo je, ne vem, veliko šokov, ampak prijetnih, čeprav v Italijo iti kot turist, ampak živeti je velika razlika. Zdaj pa dajva tukajle narediti eno pavzico, pa nadaljujeva čez nekaj minut, kako se življenje zasuka, ne. Dobrodošli nazaj. Irena, do zdaj je bil klepet tak simpatičen in lahkoten in vse je bilo super, ne? Ampak v tvojem življenju so se stvari kar na hitro obrnile, zato ker se je zgodila tudi bolezen, a ne? A poveš kaj več o tem obdobju? To je tak šok oziroma, ki ga tudi, to je kar trajalo 1 leto, ne, da preden sem jaz sploh to sprejela, razumela, tudi diagnozo smo zelo pozno našli, govorimo o Kaj mojem se je možu. sploh zgodilo tako, ja? Ena prijateljica v Trebnjem je rekla, kaj pa imaš ti tukaj, imaš eno bezgavko, ne? Niti on sam. Mi smo potem tisto bezgavko malo gledali, pa smo rekli, ja pa pejt, ne. In moram to malo skoncentrirati, ne, da ne bom cele zgodbe. Po 1 letu je bila šele na nevrološki kliniki v Veroni v bistvu postavljena diagnoza, ne. To je bil strašen šok, ne. Jaz sem bila pri primariju, no, in zdaj bom govorila tudi o prijaznosti, ne. Pri primariju nevrološke klinike me pokliče, jaz sem pred njim tako jokala, sem rekla, pa vi veste, kaj je to zame. Jaz imam tukaj v Italiji, sem sama, jaz imam samo njega. In on mi kar bombone mi je delil, ne, primarij, razumel me je. Vsi so stali ob meni, mislim, jaz moram tudi reči, ta prijaznost v Veroni zdravnikov je izredna, izredna. Bil je pa seveda šok, prevara, jeza, strah, občutek, da je vsega konec. Takrat sva ravno kupila parcelo na Krasu, da bova malo bližje Sloveniji, da bova nekje živela, da bo meni lažje in vsem. In smo mogli ustaviti vse načrte, a ne, on v bolnici, jaz sama in res čustva divjajo. Zraven ti pa še povedo, da pri tej diagnozi je nekje maksimalno
7 let življenja in uradno je neozdravljiva, še vedno. Čeprav nam je takrat zdravnik tudi risal in pisal, rekel, glejte, zdaj smo leta, ne vem, to je 15-16 let nazaj. To bo še veliko, se bo znanost razvijala, ne, zato tudi jaz kot cenim znanstvenike, ne, in jih premalo vemo, kaj sploh, kako ti ljudje živijo desetletja, da raziskujejo, da zdravijo ljudi, da odkrivajo, recimo, tukaj mi je imel mož presaditev matičnih celic, ne, to so strašne priprave, ne bom na dolgo, kemoterapije. Med kemoterapijami je recimo še telefon, je še delal, je telefon laufal. Jaz sem se že takrat, v bistvu smo mogli imeti razkuženo vse, da sem jaz dala nek covid že pred covidom skozi, ne, da za mene covid sploh ni bil tak šok. Ampak takrat se je življenje nekako ustavilo in sem si rekla, Irena, zdaj se pa zresen bo tudi odgovorna in bori se, ne. Jaz sem bila tak bojevnik, da to je neverjetno, ne, prepričana in tudi, ko sem šla k zdravniku, sem rekla, ja, tako, sem rekla, glejte, saj nismo tako bogati, da ne bi spadla prepotentna, sem rekla, ampak veste kaj, če je treba kaj plačati, jaz denar bom dobila, vi ne skrbite, jaz bom denar dobila, rekel, ne, nič ni treba, ampak sem pa takrat razumela, da ti dajo tudi na tisto listo, ne, kakšna zdravila ti bodo dali januarja, koliko je na razpolago sredstev, ne, koliko se svojci borijo za tistega, ki zboli, ne, o tem bi lahko imele dolge debate, ne. In takrat tudi mož mi je potem rekel, veš, tudi jaz se zaradi tebe borim, ker vidim, da se ti tako boriš, ne. In treba je zdravnikom pomagati. In tudi jaz sem zdravniku rekla, vi ste moj bog. Sem rekla, pa veste, tako zrihtajte, malo sem se včasih kar neumno navila, tako 20 let ga še hočem imeti, ne, čeprav je bila uradna 7 let. Nekaj jaz bi ga imela še 20 let, ne. Ampak gre ti kar v redu, ne glede na to, da je zdaj že 16 let od tam, tako da zdaj teh 20 lahko malo podaljšaš, kaj vidiš, da gre, ne. Tako, mislim, te spremeni, zato sem morda danes velikokrat manj tolerantna, kadar ljudje se pogovarjajo in jih skrbijo banalnosti, ne. Zelo sem postala stroga do ljudi, ki govorijo neumnosti, ki pretiravajo, ki delajo iz majhne stvari slona in tako ni to fraza, res bi mogel iti malo na ta hematološki oddelek, tako enkrat na mesec, da bi potem videl, ne, kako je, ampak tam tudi recimo, ko je imel mož presaditev, njegov zdravnik je bil 7 ur ob njem, ob presaditvi. Recimo tajnica oddelka je žena, žal umrlega pacienta, ker tajnica najbolj razume nas svojce in paciente, a ne, ko smo velikokrat v raznih krizah psiholoških, ne. Tudi recimo zelo je normalno, da se tudi mož pa žena obolelega, da se skregata, ne. No, saj to me zanima, ne, zato ker je v bistvu tako tudi dinamika je zelo drugačna, recimo, če eden od partnerjev zboli in tisti, ki je bolan, zelo drugače dojema stvari in situacije, kot tisti, ki ni, a ne, ki zraven stoji. To me mogoče malo zanima, ta vajina dinamika in tudi všeč mi je, da se izpostavlja to, da kljub temu življenje pač teče normalno naprej, kar pomeni, da se partnerja tudi skregata, da ne, verjetno si še vesel, da se lahko skregaš, ker to pomeni, da je situacija kar dobra, ne. Tako, zato ker ti tudi to analiziraš, ne, v začetku sem veliko brala, potem sem pa nehala brati, ne, ker poznaš, veš, zakaj se gre, sem rekla, zdaj brez veze, da poglabljam, ampak nekje sem bolj, ko ga, saj ti vidiš, v kakšnem stanju je, ne, in vidiš, kaj so njegove zmogljivosti, da ga preveč ne scrkljaš, da on sam sebe ne scrklja, kot joj, jaz pa tega ne morem. Tako da sem jaz velikokrat malo tudi kruta, v smislu, ne, ti to moreš in zmoreš, ne. In se skregaš normalno, ker bolj normalno, ko živiš, ne. Tudi ko je imel on največ dela, to je bilo zanimivo in je dobil nek posel, pomemben, takrat je imel najboljše rezultate.
pri pregledu pri zdravniku, ker ga je delo tudi reševalo, ne. Seveda, vedno vsak večer greš spat z nekim križem, a ne, Irena, ti imaš problem, hud problem imaš, ne. Ampak potem pa veliko bereš, takrat, ko je bilo najhujše, sem imela 7 knjig na postelji, tako filozofsko, to enostavno, in potem sem jih kar menjala, ne. Da sem veliko brala, da sem menjala misli, ne, in se prepustila. Ampak zdaj ena taka zanimiva stvar, ki si jo omenila, ne, je bilo to, da velikokrat rečeš tudi ne, ampak zdaj, če prav razumem, ne, je to točno tista prijaznost, o kateri govorimo, se pravi, da prijaznost ni vedno, da si ti prijazen, uslužen, ustrežljiv in ne vem kaj, ampak da je včasih velika prijaznost tudi, da rečeš ne, zato ker veš, da je to za nekoga najpomembnejše ali pa najboljše. Ja, točno tako, ne, da prepoveduješ, potem si tudi slabe volje in jezen, če on greši, a ne. Tako kot mama, mogoče do otroka, a ne, ko ga mora vzgajati, mu določene stvari prepove, sladkarije, ne, ali pa, ne vem, jutri pa ni treba iti v šolo, ne, ker si ubogi, ker ne znaš, ne. Ampak pojdi v šolo in sooči se z življenjem, ne. In res čim bolj normalno, ampak seveda vsako telo to posebej doživlja. Velikokrat sem pa, recimo en tak primer, jaz sem šla iz Verone, iz bolnice, direkt na koncert v Velenje, ne. Zdaj so mi pomagali, da smo razne točke, ali pa smo se zamenjali, ko je enkrat mož v Novem mestu mogel iti urgentno v bolnico, pa je prišla sestra, pa me je potem svak peljal na koncert, tako da sem jaz direkt iz bolnice, pa še ta muzej na Krasu, recimo, mislim, če bi začela govoriti, ampak res čim bolj normalno. Verjetno je pa veliko odvisno od usode. Prijaznost, ja, je pa, jaz sem jo veliko srečala. In včasih je lahko negativen dogodek, ki ga ti doživljaš kot negativnega, je mogoče pa celo darilo, je prijaznost, ne. Pa ne bom govorila, da si boljši potem, ko zboliš. Ampak bom malo kruta. Lahko bi bilo še hujše, ne. Teta se mi včasih smeji, ko pravim, a smo že dosegli, sem rekla, ne, lahko je še slabše. No, ampak zdaj, ker greva h koncu, lahko poveva, da tvoj mož se zaenkrat zelo dobro drži, da te on pripeljal v Ljubljano danes, tako da sta srečna in ta vajina ljubezen kar traja. Jaz bi ti sugerirala, da teh 20 malo podaljši. Me pa čisto za konec, veš, kaj bi te prosila, da poveš v bistvu, kaj bi svetovala eni ženski, ki je vedno prijazna, pa jo to nekako izčrpava. Saj jaz mislim, da si skozi celo tole oddajo to že zelo konkretno povedala, no, ampak ko se glih še v besedi tole. Naj bo prijazna do tistega, ko oceni, da to zasluži, da njene prijaznosti ne izkorišča. Recimo, mene velikokrat moti, ko smo tako zelo prijazni in vljudni, da nekomu, ki nam laže v obraz, smo tako vljudni in kulturni, da pogledamo v tla in rečemo, ti pa lažeš, ne. On brezsramno laže, mi smo pa celo vljudni in mu pustimo, da laže do konca, ne. Tega ne prenašam in ljudi, ki te, treba jih je odstraniti, ne. Z nekim lepim, čeprav je spet lepa beseda, lepo mesto najde. Ampak je treba pri vsakem človeku to, po moje, razporediti. No, jaz bom rekla, da to, kar si zdajle povedala, ni prijaznost in da najprej je treba biti prijazen sam do sebe in velikokrat točno to počnemo. Tako da najlepša hvala, Irena, da si bila moja gostja. Hvala tebi. Dobrega povedali. Vam, dragi gledalci, pa želim, da ste prijazni, vendar, da v prijaznosti do drugih ne prestopate svojih meja in ne hodite sami po sebi.